Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Kako biti dober starš oziroma kako dobro vzgajati? To se verjetno sprašuje večina staršev in odgovorov je verjetno toliko, kolikor je izpraševalcev, se pravi staršev. Pa vendarle obstajajo neka tako imenovana zlata pravila vzgoje. In o njih se bomo pogovarjali tokrat. Z nami bosta namreč delila odlična strokovnjaka, ki sta strokovno znanje, lahko rečemo, testirala tudi v praksi oziroma na terenu, saj sta starša 4 otrok, zdaj že odraslih. Dobrodošla terapevta, predavatelja in učitelja parov in staršev, dr. Albert in Leonida Mrgole. Živjo! Živjo, pozdravljeni. Dobrodošla. Kako sta? Hvala. Kako sva? Jaz moram reči, da sem zdaj ta trenutek počitniško. Mi je zanimivo, kad takole poslušam predstavitev najino, pa se tako velikrat spomnim, ko so najini otroci rekli, da če rabimo še kakšen primer, da nama lahko še kaj ušpičijo, ker ste zdaj rekli, da sva preizkusila vse v praksi, kar dajeva ljudem, kar je res. Ja. Počitniško bi jaz rekla, počitniško in malo bolj sproščeno. Jaz bi rekel, da sem pa mogoče tako, veste, ko smo gledali Dolino miru, ne? Ja. Si v bistvu v nekem občutku, da si stran od nečesa težkega, ampak tako vse okoli je pač prisotno, prisotni so spet pač neke grožnje, da se ponovi 4. val, da pač vstopamo v neko obdobje, ki nas je že straumatiziralo in ne vemo, kaj bo, tako da nekako v tej dvojnosti se počutim. Skušam biti čim dalj v tem filmu Dolina miru, ampak nekako vem, da me pač koledarji mi tega ne omogoča. Ja. To ste zelo tako poetično, s tako lepo prispodobo ste naredila ta uvod. Ravno to sem vas hotela vprašati, ker ko smo se dogovarjali z gospa Leonida, vem, da ste mi takrat omenili ravno zaradi situacije, v kateri smo. Se pravi, pandemije, da sta bila pa vidva letos zelo utrujena, ko so se začele počitnice. Da je bilo drugačno letos, vsi vemo. Povejte, s kakšnimi izzivi, s kakšnimi težavami, stiskami so se starši obračali na vas, na vaju? V bistvu sva se soočala z nekimi istimi izzivi, ampak na različne načine. Pri nama sem jaz tista, ki dviga telefon. Ja. In pač sem prva, ki sliši zgodbe, ki niso prijetne. In ob koncu šolskega leta sva se srečevala Albert v praksi, jaz preko telefona z zgodbami, ki so bile dejansko, ki si rečeš, tega si nihče ne zasluži. In te stvari so se v glavnem dogajale otrokom, večinoma tudi veliko staršem, skratka razne tesnobe, anksioznosti, samomorilnost, motnje hranjenja, pač najtežje, ker smo včasih tako doživeli, kdaj pa kdaj. Je bilo to zdaj na dnevnem urniku in midva sva v bistvu čustveno pregorevala, ne toliko fizično, zaradi tega, ker pač do neke mere lahko narediš distanco, ko je pa tega preveč, pa začneš, pač jaz sem bila na nek način jezna na vse, na sistem, na to, da ni poskrbljeno za nas, za nikogar, niti za starše, niti za otroke, niti za terapevte, po drugi strani. In težko je bilo, z eno besedo. Težko. Ja, težko je, kadar v bistvu zmanjka neka točka upanja. Ja. Ko se nimaš v bistvu več kam nasloniti, ko ne moreš reči, se bo sistem poskrbel, saj živimo v taki ureditvi, kjer se to ne sme zgoditi, ali pa se ne more zgoditi. Ampak to, ko v bistvu ostaneš tako, kot da bi se sam na svoja pleča naložil, pa moraš nositi breme. Ta občutek je dejansko težek.
Ko izgubimo to, da bi se na koga drugega ali pa drug na drugega lahko naslonili. To se mi zdi, da je najtežje in tega je res bilo veliko. Veliko je teh zgodb, kjer ljudje v bistvu nimajo zastopnika, kjer nihče o tem ne govori, kjer ostane to pač zamolčano oziroma nekje pozabljeno, odloženo, prezrto. In to so najtežje situacije. In ja, pač seveda nismo, bom rekel, nečuteči, in pač se nas to dotakne na ta način. Mislim, sem si predstavljala, da je to tako, ampak zdaj, ko to vidva sporočata, to pa prav občutim, prav fizično občutim to stisko. Vaju, otrok, celih družin. Moram reči, da sem bil povabljen na nek posvet pri predsedniku države in ko sem pač nekaj podobnega povedal, tako je predsednik enako reagiral, da on si je predstavljal, da so to neke take pač stiske, malo so slabe volje, ali pa malo rečejo, da so malo depresivni. Ampak ni mogel verjeti, da gre za tako razsežnost. Zdaj jaz ne bom nadaljeval, ker jaz bi v bistvu na taki poziciji, ob taki reakciji, pa ob takem spoznanju ukrepal, ampak bojim se, da ni se nič naredilo. Bojim se, da vstopamo, bom rekel, v popolnoma nepripravljeni, pač če greš iz neke izkušnje v nekaj, kar lahko predvidevaš nepripravljen, pač temu ne moreš več reči odgovornost ali pa pamet. Ampak dajmo jeti tam drugam, da ne zaidemo. Predlagam, ampak tudi mogli smo tole povedati, Bob, mislim, iskreno, tako je. No, zdaj sta me totalno ganila. Pa dajmo se res osredotočiti zdaj na te svetle, na to svetlobo, ki pa vseeno, jaz upam, da bo pronicala tudi to šolsko leto. Pa če odmislimo, če se pretvarjamo, ali pa da upamo, da bo res čim bolj normalno, povejte mi, gospa Leonida in gospod Albert, kaj pa vi svetujete staršem, kako naj zdaj mi čim bolj mehko, mi že sicer starši delamo, že od 15. avgusta je v zraku čuti to vznemirjenje, šola bo neki pritiski rahli, ta pričakovanja, kako to čim manj stresa speljati, beseda stres mi ni všeč, ampak dobro, da se razumemo, čim bolj mehko. Ja, meni, veste, ravno ta ideja, da za nekaj mehko speljati, kar absolutno ni mehko. Že prehod v, bom rekel, ne covidnem obdobju iz počitnic v delovni ritem je stres. Brez covida. Se pravim, brez covida, normalnih razmerah. Tole zdaj je seveda stres na ne vem katero potenco, ker je polno negotovosti. Jaz tukaj bolj zagovarjam to, da mi stres obvladujemo takrat, ko se ga zavedamo. Se pravi, ko se zavedamo, kaj je zdaj stresno. A veste, stresno je to, da imamo polno negotovosti, da v bistvu imamo polno protislovnih nekih sporočil, ki nam ne omogočajo, da bi se mi nekako zregulirali. Mi se ne moramo naravnati, zato ker danes se lahko tako, šola dobi do petek popoldan neko obvestilo, neko okrožnico, v ponedeljek je čist drug način, čist drug režim, enkrat so tako pravila, drugič so drugačna. In veste, to je zelo stresno. In jaz tukaj zagovarjam to, da se v bistvu je bolje tega zavedati in to ubesediti.
In potem, ko živimo v stresnih razmerah, potem pride do situacije, ko si rečeš, kaj so pa zdaj prioritete. A veste, kaj nam je bolj pomembno in kaj manj. In tukaj bi jaz, ne vem, staršem rekel, da bolj nam je pomembno to, da si ne najedamo, da si ne... Da se imamo dobro, da smo povezani, da komuniciramo med sabo, da se zmenimo, kaj nam je res pomembno, to se pravi, ali so res pomembne ocene, ali so res pomembni šolski uspehi, ne vem, kakšni rezultati, ali je bolj pomembno, da gremo skupaj v gmajno, da pač preživimo ta čas, tako da se ga bomo vsaj med sabo spominjali v enem povezanem vzdušju, zaradi tega, ker pač tukaj se skriva v bistvu še ena stvar. Otroci, ki živijo v varnem okolju, se bodo intelektualno razvijali dobro tudi brez šole. Ker otroci se učijo iz izkušenj, ne samo iz knjig pa zvezkov pa od učiteljev. To se pravi, če jim mi omogočimo izkušnje, že en sam izlet, to, da nekaj skuhamo, spečemo, pospravimo skupaj, da, ne vem, si nekaj skupaj pogledamo, to je za otroka vse učenje. Jaz zdaj pospešeno berem te raziskave pač v času pandemije, kateri so dejavniki, ki pač so bili v igri in kaj je pomagalo, kaj ni pomagalo. In dejansko, kadar smo mi v stresu, se pravi, starši v stresu ne funkcionirajo dobro, ne moramo dobro funkcionirati, nismo tolerantni, nismo ustvarjalni, postanemo nestrpni, zelo hitro se vznemirimo in to vpliva seveda na vzdušje. In v takem vzdušju otroci potem tudi reagirajo nazaj. In, a veste, skupaj ustvarjamo nekaj, kar nam zelo otežuje življenje, če se prepuščamo tem stresnim dejavnikom. In jaz tukaj res mislim, da moramo izstopiti ven, moramo najti neke svoje vire, kjer bomo pač živeli bolj ali uravnoteženo, bolj umirjeno, kar pomeni verjetno, da bomo morali neke zahteve malo spregledati. Zelo storilno vse. Ja, pa ste rekli, prioritete. Ja. Tako da, ne vem, to se je nama izkazalo že pri prvem udaru, sva nekako, bom rekel, pravilno predvidela in sva se tudi naravnala v tej smeri, tako da sva to kar nekako mentalno dobro preživela. Dobro, vidva sta zato, ker sta v bistvu strokovnjaka, ker sta modra, ker vidva zdaj govorimo, starši čim bolj spodbujamo oziroma od njih nekako pričakujemo oziroma jim želimo, da so nekako modri, vidva ves čas tudi poudarjata, kako zelo pomemben je oziroma osnovni gradnik je ta vez med partnerjema, zdrav partnerski odnos, zdravo okolje. Če je to rešeno, pol verjetno ni težav pri vzgoji, pa naj bo kakršnakoli zunanja situacija, vse to ves čas o tem vidva govorita, zdaj sta tudi lepo povedala, ampak vsi pa to ne zmorejo, mislim. Ja, tlele je tako, zdrav partnerski odnos je odnos, jaz bi tukaj rada malo razčistila, kaj to je. Aha, no dajmo, ja, prosim. Midva sta zdaj že malo starejša, pa modrejša, pa zgledava tako, da se nikoli ne skregava, koliko se pogovarjamo, pa da sva skozi zaljubljena. Ampak to ni res. Midva se tudi skregava, imava tudi pač dneve, ko imava odnos na distanci, ampak kar je za zdrav partnerski odnos pomembno je spet isto, kaj je Albert prej rekel, da se zavedamo takrat, ko nimamo te povezanosti, ko nimamo bližine, ko zamolčimo kakšne stvari za to, da bi bil mir v družini, recimo, ker si jaz rečem, ne bom mu povedala zato, da se mi ga ne da poslušati, to pomeni, da imam jaz težavo, ne, da ima Albert težavo. To pomeni, da imam jaz težavo zaradi tega, ker pač prvič ne znam, imam neko skrivnost, ne znam jo sporočiti na način, ki ne bi pač razdrmala najinega odnosa in tako naprej, In zavedati se teh stvari, pa jih izreči, pa na tem delati, to pomeni, da mi v odnosu dozorevamo in to pomeni, da delamo na odnosu in jaz temu rečem zdrav odnos. Ne temu, da je odnos brezhiben, ker
To se nikoli ne bo zgodilo. A ne? In ja, starši, ki delajo na odnosu, partnerskem in starševskem, imajo manj težav. Zakaj? Ne zato, ker imajo bolj idealne otroke, ampak zaradi tega, ker te težave rešujejo na drugačen način in prej, ki jih zaznajo prej, ki ne rečejo, sej morbiti bo pa tole kar minilo. A ne? To je velika razlika. Tako jaz to vidim. No, jaz rečem temu sodelovalno starševstvo. Izraz iz angleščine co-parenting prihaja nekako tudi, bom rekel, na prvi tir. In to dejansko pomeni ne, da misliva enako, da se strinjava, ne, ampak da znava sodelovati in da se znava podpreti, ko je to potrebno. In da se znava podpreti na način, da se pač, da gre to, bom rekel, v smeri nečesa, kar pripomore k boljšemu, ne pa, da se izključujeva, boriva drug proti drugemu, boriva, kdo je pametnejši, kdo bo, ne vem, bolj poškodoval otroke, kdo je iz slabše družine in tako naprej. Pač to so kar dosti obsežne teme, kjer je dejansko treba veliko modrosti, mogoče veliko tudi zrelosti, kaj sploh v situacijah, ki so najtežje, takrat, ko starši formalno niso več skupaj, ko se ločijo, ko imajo te čustvene ali stiske, zamere, nerešene odnose in pol preko otrok obračunavajo. To so pač situacije, ki zahtevajo pač res to, da kaj pomeni dati otroka na prvo mesto, kaj pomeni razmišljati v dobrobit otroka. Ni zmeraj preprosto. Seveda ne. To je res umetnost. Mislim, to tako, da malo mogoče pretirano rekla, ampak dejansko je modrost, ne, veste. Ja, je pa to spet eden od, bom rekel, najbolj preventivnih dejavnikov proti stresu. Starševstvo, pač živeti v družini je stresno, že zaradi pač vseh teh opravil in dolžnosti. In pač moramo skozi ta stres nekako regulirati in z njim preživeti oziroma ga preobrniti v to, da ni stres. In ja, imeti občutek ene podpore, da živiš v nekem vzdušju, ki je podporno, je nekaj pač najbolj zmanjšuje ta stres in to je tudi nek najboljši ta preventivni dejavnik za te razmere, ki so zdaj. Veste, kaj me zdaj tudi prešinilo, ko govorimo o neki zrelosti, po nekem zavedanju ali pa o neki osebnostni rasti, hkrati, ki gre z roko v roki za vzgojo. Mi zrasli smo oziroma vzgojeni smo bili v določenem okolju z določenimi vzorci. Vse tudi vidva sta različna, vsi, mislim, tudi imata lepe primere na vajinih predavanjih tega, ko se zavemo, da mi ne želimo po nekem vzorcu vzgajati, ali pa partner opazi, da je pač nek vzorec, ki ni podporno oziroma ga on ne podpira, se ne strinja. Kako zdaj preseči te stare okvirje, pa začeti na novo oziroma postavljati vzgojo, kot si jo želimo, kot bi si jo mi za sebe tudi želeli, ne? Mi pa sva želela staršem zelo pomagati za knjigo Navodila za najstarše, kjer sva v bistvu naredila, oziroma ne bom rekla, da sva naredila, ker to je naredil Albert, koncept, kako korak za korakom v bistvu raziskuješ sebe, kako v bistvu spoznavaš, od kje prihajajo neki spontani modeli, ki jih imamo v sebi, ker se niti tega ne zavedamo, da so spontani. Mi velikrat mislimo, da je spontano v redu, ampak spontano nam zelo velikrat dela veliko škode. In potem v teh navodilih tudi seveda piše, kako pridemo do spremembe in kako neke vaje so, kako pač vpeljemo neka nova vedenja, nek prepis teh vzorcev. Je pa to knjiga, ki zahteva, da delamo.
a ne. Tako da zelo veliko ljudi jo odloži, ko jo odprejo. Zaradi tega, ker pač ni napisana tako, da bi pisal not recept in da bi mi bili rešeni vsega. Do 5 minut. Ja. Ja. Jaz lahko rečem iz moje izkušnje, da a veste, zavedanje tega, da nek vzorec ni funkcionalen, da ga pač imaš in da ti ne koristi, to je mogoče predkorak, niti ni prvi korak. Zdaj, mnogo ljudi se sploh noče zavedati tega, ampak pač preko zavedanja je prva stopnja. Ampak potem zadeva ni rešena s tem. Res je treba, to je proces dela, da od zavedanja prideš do nekega novega vedenja, do nekih novih načinov, do nekih novih prepričanj. In jaz mislim, da tukaj ne gre za neko racionalni proces, da si to dopoveš, da to nekje prebereš, pa da se s tem strinjaš, ampak gre za nek zelo globok čustven proces. V bistvu, kaj mi v naših vedenjih do otrok nekaj počnemo, ne vem, ali smo jezni, se zbiramo na njih, jih kaznujemo, jih skušamo, ne vem, manipulirati, ne damo svobode, ne upoštevamo njihovih potreb. Pač polno imamo tega. Ja, lahko je tudi eno samo preprosto vedenje, ker stopiš v hišo, pa takoj iznuriš, ko vidiš čevlje razmetane. Karkoli. Skratka, polno imamo teh vzorcev, ki pač vemo, da niso uprit temu, da pač nas ne povezuje, ne prinašamo dobrega vzdušja, ne motiviramo in tako naprej. Jaz rečem temu, da onesnažujemo domače vzdušje. Ampak, a veste, to spremeniti je možno samo, če prideš do tega občutka, ker navadno je to nekaj, kar se je tudi nam dogajalo. Da v bistvu prideš v ta čustveni stik, kaj jaz vem. Če grem eno zelo tako brutalno, če smo bili mi recimo tepeni in da smo mi tudi agresivni na tak način do naših otrok. Lahko samo začutiš, kako je, če se spomniš, kako je biti otrok, ki doživi nekaj takega, da v bistvu prideš v stik s temi otroškimi solzami. To je tista empatija, ki ti omogoča, da si rečeš, ne, tega pa res nočem jaz svojemu otroku. In to niso preprosti procesi, to ne počnemo kar to spotoma doma. To so najbolj skrita področja, najbolj ranljive točke naše duše. Ja, zato si rabimo vzeti čas, da se ukvarjamo sami s sabo. Zdaj lahko se ukvarjamo na terapiji, lahko poskusimo s temi najvodili za najstarše, ki sta jih midva napisala. Lahko pa pač rečemo, tak sem pa kaj. To je pač najlažja možna rešitev, ki jo veliko ljudi izbere. K sreči vsako leto manj, to midva vidva, da ljudje so v nekem zavedanju, da želijo drugače. Je pa tudi res, da gre veliko parov zaradi tega tudi narazen, zaradi tega, ker pač ne zmorejo tega. Jaz tukaj ne obsojam. Včasih se tudi mislim, da je boljš, da sta narazen, pa sta vsaj starša, kot pa skupaj, pa je pač celo življenje eno zamorjeno vzdušje. Ja, tukaj je veliko stvari za povedati. Pač en tak klasičen zaplet je, da je navadno eden od staršev vzgojni ekspert, jaz rečem. To smo ženske ponavadi. Več je teh primerov, da se mame, bom rekel, nekako bolj angažirajo, zelo veliko berejo, zelo veliko pa veliko delavnic, da obiščemo in forumi in tono tega. In potem očetje pa nekako bolj zaupajo nekemu svojemu instinktu ali pa rečejo, sej, mene glih niso najboljši vzgajali, pa sem čisto v redu človeka. To slišimo. In tukaj se začne navadno pač, bom rekel,
neka dinamika izključevanja, kot ti pač nimaš pojma in ne boš zdaj mojega otroka uničeval, in nastane tenzija v partnerskem odnosu. Tukaj izgubite v bistvu to, da sta skupaj partnerja, ki imata še starševsko vlogo. In se nehata podpirati. In to ni več pol sodelovalno starševstvo, ampak je nek boj, kdo ima bolj prav, kdo bo bolj uničil otroka, kdo je bolj škodljiv za otroka. Zdaj, tukaj se navadno to zgodi, da se pač moški umaknejo pa rečejo, pa pač sama tega vzgaj. In ko bojo težave, ne hoditi jamrati. Kar se pol navadno zgodi v puberteti. Ja, zdaj, kaj je tukaj odgovor? Odgovor je ta, da pač nekako moramo nagovoriti ta del, iz katerega smo mi starši postali, ko smo bili še partnerji. Skratka, mi dva sva pač skupaj želela tega otroka in vsak od naju želi najboljše temu otroku, in da najdeva pač to neko odskočno desko, da nama je obima mar, in da se nekako najdeva pač to neko točko, kako se vključiti skupaj, kako povabiti, ne kritizirati, ampak povabiti k sodelovanju, recimo. Ne vem, jaz se spomnim enega primera, recimo en oče je imel zelo z jezo težave in je pač nekontrolirano besnel in seveda mama ni bila, oziroma partnerka ni bila nad tem navdušena. In na terapiji je v bistvu ona nagovorila na tak način, da je on lahko, v bistvu, da ga ni kritizirala, ampak da je začutil, kako je njej težko. In šele takrat je on pol tudi bil pripravljen pač delati na jezi. In ko je pač, imala tudi program za delo z jezo, in ko je v bistvu naredil spremembo, se je vzdušje v družini spremenilo. Spremembe grejo, zmeraj grejo v tem odnosu. Zmeraj gre, ne moč nekoga od zunaj prisiliti pa prepričati, to, kar pač je prva ideja, ampak mora iti to skozi odnos. Reč, sem se kar razpištol. Ne, super, mi se niste razpištol, zelo nazorno pač. To so znaki dvomesečnega bolka. Vse je super. Vse radi slišimo. In res, če se spet nas to vrne k temu, da partner, oziroma preko vzgoje, vidva rečete, rastemo, se oblikujemo in hkrati se spoznavamo, osončimo neke tiste svoje senčne momente in če smo jih pripravljeni, se rečete, kruto iskren moš biti, to boli, in je lažje, tako ste vi rekli, gospa Leonida, zamahnem, tak sem. Čeprav jaz moram tukaj reči, upam, da ni preveč iz konteksta, ampak ena stvar, ki se je spremenila in za katero sem jaz kar hvaležna, je, da se delodajalci zelo zavedajo tega, da je pomembno, da so zaposleni doma zadovoljni. Verjetno tudi zaradi tega, ker pač bolj kvalitetno delajo, in naročajo skozi večkrat, naročajo pri nama delavnice in predavanja za zaposlene, ki so na temo partnerskih odnosov in družinskih odnosov. Tako da tukaj se res dogajajo večje spremembe. In šole je seveda isto. Šole zdajle pokajo po živih, ravnatelji so prekurjeni, naj vključajo in prosijo, povejte staršem, kaj je pomembno za otroka. Zaradi tega, ker so vsi v strahu, kaj pač nihče se na ničesar ne more oprijeti. Tako da jaz mislim, da na tem področju glede odnosov in tega, kaj je res pomembno, se mi zdi, da vse dogajajo velike spremembe. Verjetno se je mogla ta zunanja situacija, ta stiska narediti zaradi tega, da je prišlo do teh sprememb. Tako kot ste rekli, prioritete so se zdaj začele v bistvu, da smo, ali gremo ven na sprehod, da končno imamo, da ni izgovorov za beg od otroka. Ja. Tukaj to je
Je pač, ampak še vedno je tako, v enih družinah to deluje, v enih družinah pač ne gre in Ker te je otroci se predelovalo, ja. dejansko ves čas ostajajo brez pomoči in brez vsega, ne. Mhm. In tudi zdajle v času korone so oni najbolj nasrkali, zaradi tega, ker pač dejansko niso imeli nikogar, a ne. Tudi niso mogli poklicati na tom telefon, ker so vsi viseli doma, niso mogli pošiljati mailov, nič, pač bili so ujeti v nekam, da niti niso mogli prositi za pomoč, a ne. Tako da tle je še veliko za narediti, veliko imamo še možnosti, da popravimo stvari. Zdaj so se pokazali, kje je treba delati, ne? Ja. Dajmo se zdaj, ko smo ravno tudi pri času z otroki, o tem, kako kakovostno oziroma koliko preživeti. To so taka vprašanja, ki so večna. Zdaj vem, taki zimzelenčki, že malo zlajnani, ampak starši se dejansko, kljub temu, da zdaj smo bili doma, pa smo bili z otroki, ni eno biti fizično, pa eno biti, kako rečemo, čustveno ali prisoten, ne? To mogoče malo pojasnimo. Kako biti kakovostno ali kaj naj? Glejte, občutek, da je nekdo prisoten, Ja. ne, je občutek. A ne, to ni fizično dejstvo, se pravi, tega se ne da meriti, koliko minut bom jaz zdaj z otrokom, pa a ne, velikrat rečejo starši, se ga pelem, ne vem, 3-krat na dan ga pelem, pa se sva v avtu, ne vem, 3 ure sva skupaj, ne, in pol pa vprašamo, kaj pa delata, kaj se pa pogovarjata. Ja, nač, sej tam mali spostne slušalke, pa pač, ne, to ni stik. Ne. Stik je doživetje, da je nekomu mar zame, da se zame zanima, da je čustveno prisoten, pomeni, da je odziven, da ne vem, ne zna gledati v oči, da me zna vprašati, kako si, da zna, da me opazuje in da jaz vidim, da je to opazovanje, ker ga zanimam, ne zato, ker me nadzoruje, pa ker me hoče manipulirati, ne. Ampak se pravi, to so vse zelo globoka čustvena doživetja, povezana z našimi zelo temeljnimi potrebami po bližini, po navezanosti, a ne. In to je stik. Zdaj so meni malo rožički zrasli. Ja. A to pomeni, da če peleš najstnika v avtu, pa ima slušalke v ušesih, da mu vzameš telefon, zato da nima slušalke v ušesih in potem nastane stik? No, to pa ti odgovori. A sem te? Ja, ne gre se za to, a ne, da vi samo otroku prepoveste nekaj, kar ima rad in da se mu potem ustvari stik, ne bo se. Ja. A ne, lahko mu pa rečete, a daš to muziko, ki jo imaš na telefonu na radio, ker bi jo jaz tudi rada poslušala. Bravo. Rada bi slišala, kaj poslušaš. In tisti, ki ste zdaj pomislili, jaz ne moram poslušati te muzike, imate zdaj delo, a ne. Vem, da vam ni všeč, tudi meni marsikdaj ni bila, ampak ravno preko glasbe, ki so jo otroci poslušali, sem jaz ogromno izvedela o njih. Ker sem poslušala, ker sem začela biti pozorna na to, a je to mirna glasba, je agresivna glasba, kakšno je besedilo, ker tisto, kar pevec prepeva, se dogaja v čustvih otroka, ne, glasba je umetnost. In to je v bistvu način, kjer se mi približamo otroku, ne da mu pa rečemo, kako lahko to poslušaš, ampak da rečemo, le zanimivo je, da ti je to všeč, ne. Mi je zanimivo, da te to privlači. In verjetno bo pa otrok rekel, kaj si pa ti poslušala. Ker si bila toliko stara, kaj jaz, ker njega tudi zanima, kako smo mi, ne. Nisto rekel, ne. Ja, sej, naši starši recimo so poslušali, ne, v Dolini Tihi, ne, mi smo pa tiste Beatlese poslušali, ne. seveda. Lažni duh, ne, in vsi smo v bistvu poslušali ljubezenske pesmi, ampak pač vsak v svojem času, ne. Tako da tukaj se hitro najdejo skupni imenovalci. In tudi zanimivo je, ne, ko jim ko sva midva najinim otrokom pokazala glasbo, ki jo midva poslušava, a ne, na začetku je bilo uno, daj no, ne, ampak danes vsi poslušajo rock, a ne, so šli pa čez vse faze muzike, ki je meni vsi po koncu stale, ker sem bila kar na elektriko priklopljena, ne. In ja, malo tudi zaradi tega, da provocirajo, ker je pač tudi njihova naloga v tem času, da nas malo zdrma.
Ja, da se upirajo, Da seveda. so drugačni. Ja, je prav. In res je, no, tole z glasbo, to je krasno, to tudi sama prakticiram, oziroma, ampak to sem jaz čisto intuitivno naredila. In pol je najprej je bilo to zadržano, pa tako malo zviška, to mi pa že celo začel pripovedovati, pa mi kazati še podobne skupine in to, in se odpirajo, ne. In je to en tak lep komunikacijski kanal, to je krasno. Ja. A ne, in to je, recimo, ne, zdaj, če rečemo neko načelo, ne, tukaj zdaj ni recepta, Ja, ampak neko načelo, ki pa deluje, je ta občutek, glej, zna se zanimati zame. Ne, se pravi, to, kar je meni pomembno, Sporočilo. ne kritiziraš, ne komentiraš, ne pametuješ okoli tega, ampak sprejmeš me s tem, a ne, v tem mojem delu, takega kot sem. Ne, in ko se to zgodi, ne, in to je spet doživetje, nekako se odprejo, kako nam povejo, ne, jaz rečem, da so kot puter na kruhu. Točno. Ne, to so, ne, načini, se pravi, ne, mnogo staršev misli, ja, moramo jih zdaj aktivirati, ne, in jih ženejo na neke hribolazniške ekspedicije, ne. Seveda so čisto izven zanimanja. Pri nekaterih, to ni povsod tako, a ne. Zdaj, če šla sem v hiši eno družinico, ki sta imela 3 namestnike in vsi so bili nasmejani in hecali so se in tako. Ja. En teden prej sva srečala tam na gor na Rožnovi koči eno familijo, ki sem mislila, da ta mala dva pregrizena. Ja, jaz sem včeraj na Krnskem jezeru, sem prav rekel, a ne, razlika med navdušenim hribolazcem je, kako te pozdravi, ne, najstnik, Ono pa, Tako da, tukaj v bistvu je eno pravilo, a ne. Pač otroci so različni in eni so taki, da radi igrajo, da radi hodijo, da radi raziskujejo in tako naprej, drugi so bolj na drug način raziskovalni in radovedni in naloga staršev je, da mi moramo ugotoviti v bistvu, kaj otroka zanima, kaj ga veseli. In ga tam spodbujati, a ne, in če odedi otroka, ki ne mara v hribe, vlekali v hribe, zato da boste naredili z njim stik, potem je to je mim, to je škoda časa. To je neverjetna škoda časa. Če ga boste pa parali nekam, kjer je njemu všeč, ne vem, na VUP recimo, ali pa s kolesom, ali pa pač, ne vem, na koncert, ne, ker recimo ne sme še jeti sam na koncert, ker je premlad. To so pač potem spet, a ne, skratka, ugotovite, kaj imajo otroci radi in tam iščite stik. Ne morete ga potegniti v svoj svet pa reči, zdaj boš pa ti tule užival. Ne bo. točno to. Treba je vstopati v njihov svet, ne? Ja. Ja, ampak zdaj bojo, večina staršev bo rekla, ja, njihov svet so igrice, elektronske naprave, telefoni. Ne, to je res. To je res, to oni počnejo iz čistega dolgčasa, zato ker imajo nezanimive starše. Ja, Oziroma bojo linča. super sta tole videla. Če je otroku nekaj zanimivo, odloži telefon. A ne? Telefon je cona obdobja. To je tako, kot je nam televizija ali pa, ne vem, jaz recimo se usedem pred televizijo in hočem imeti mir takrat, ko se hočem odklopiti brez tega, da uporabljam možgane in telo, a ne. In ko mi to znamo regulirati, recimo, ko jaz rečem ena serija ali pa en dan, ne vem, na mesec, če mi pa še cel dan ždeti pred TV-jem, je to okej, ko pa te regulacije nismo sposobni in otroci jo niso sposobni sami, zato ker se morajo tega naučiti, potem v to cono ugodja in v ta užitek padejo in zato pride do te zasvojenosti. In tle jim moramo mi v bistvu pomagati s tem, da jim omejimo te naprave, ampak zraven jim moramo pa vseeno dati kaj zanimivega, a ne? Ja, Kakšno noro imamo, ali? mogoče še en komentar, a ne. A veste, kaj so prioritete, a ne, in če bojo spet, a ne, otroci prisiljeni delati nadaljavo, tukaj je en velik, tako se mi zdi ena velika težava, ne. Prvič je delo, skratka, veliko več je dela, ne, zahteve so višje. Jaz celo primerjam to, a veste, tako da, ne, otroško delo je prepovedano.
Ampak, a veste, kot da je ta šolanje nadaljavo kombinacija prisilnega otroškega dela s tem, da jih zraven v bistvu zasvajajo z elektronskim kokainom. Pač spet so raziskave, ki pač jasno dokazujejo, da užitek v teh igricah je zelo pač enaki centri, enake sestavine se sproščajo kot pri zasvojenosti. In tle otroci so izpostavljeni nečemu, kar je pretežko zanje, oni ne morejo tega obvladovati. In a veste, v starih časih, ko so otroci trdo delali na polju, pa so jim dajali šmarenco zato, da so pač nekako lažje preživeli, se zdaj zgražamo, kakšni so bili ti starši. Ampak to se samo na drug način, za drugimi načini pač dogaja enako zdaj v tem obdobju. In tukaj jaz mislim, da bi starši res morali malo bolj se ozavestiti, malo bolj se postaviti v bran otrok in preprečiti pač, da se to dogaja. Večina je pa sama ujetnikov teh raznih tehnologij, in po niti ne vidi, ne opazi. Dve istočnici, ker sta se oba fajn dotaknila, pa to sem imela namen vprašati najprej, pa dajmo najprej dolg čas, ne? Rekli ste, da jim je dolg, mislim, da pol grejo na tele igrice in to, ko jim je dolg čas, ne? Ampak zdaj sicer resno sprašujem o dolg času. Je neko polje to kreativnosti, ali bog ne daj, starši se blazno bojijo, otroka je treba zanimirati za rojstni dan, pa kar naprej mora biti vsaki 5 minut zaposleni, ali je res fajn? Otrokom mora nujno biti dolg čas. Mora jim biti, ne? Ampak ne smejo biti v tem času na elektronskih napravah. No to. Gledanje v strop je izjemno zdravilno in spodbuja ustvarjalnost in tudi spodbuja mogoče na nek način en občutek neugodja, zaradi tega, ker ni fajn, mi nismo radi primer, pa gledamo v strop in iz neugodja se vedno rojevajo dobre stvari. Kadar nam nekaj manjka, mi vedno nekaj pol naredimo, da to pridobimo. In kadar otroku ponujamo vse, da ima še preden si zaželi, no saj mogoče bi to ti znal še bolj povedati, kot pa je. Ja, tukaj gre za ta princip motivacije. Biološko se zgodi motivacija, ko telesu nekaj primanjkuje. Tudi nam, ko nam primanjkuje idej, kaj bi počeli, če se dolgočasimo na ta način, navadno ne vem, kaj bi počel, potem razvijamo mi neko ustvarjalnost. Če se jaz spomnim, recimo, naše najboljše otroške igre so se rodile ravno iz tega vprašanja, kaj se čmo iti, kaj čmo početi, kaj čmo še ušpičiti, recimo, kaj če bi, ne vem, to. In je bilo zato, ker niso nam starši zapolnili vsake sekunde, niso nas animirali. Glede, ko mi otroka animiramo, mi ga animiramo na svoj način, skozi svoja očala, skozi pač svoje načine, ki seveda niso primerljivi z otrokovimi. Mi nimamo pojma, kaj so njegove potrebe. In ga navadno prezasičimo. Apatični otroci pridejo od to, to so otroci, ker ne vejo, ker rečejo, ker so najstniki, jaz pač ne vem, kaj bi. V bistvu otrok razvija spoznava sebe, razvija svoj talent v trenutkih, ko se mora sam zdrmati. To se pravi, ko mu je dolg čas, ko mu je neprijetno, ko recimo kaj zamočk, naredi kakšno napako, mi takoj letimo pa to rešujemo. Zelo redki so starši, ki čakajo in opazujejo otroka, kako bo on se vam potegnil z tega dreka, v katerega je sam stopil. Pač to je zdaj karikirano govorim. Pač to so situacije, ki otroka skozi izkušnjo naučijo o tem, kje so njegove šibke točke in kje so njegove točke moči. In točke moči, s točkami močmi v bistvu razvijamo talent. In tudi še ena napaka, ki jo starši pogosto delamo, je, mi damo otroka v šolo in potem ugotovimo, da je ful dober v angleščini pa v slovenščini,
ampak da je šibek v matematiki. In pol ga 8 let drkamo s tisto matematiko, da ta malo več ne sovraž šolo in vse. Namesto da bi sprejeli, da je pač matematika nekaj, ki on rab pač narediti, razvijati pa treba tisto, v čemer je on dober. Ja. Ampak ravno v tem principu smo mi bili gor vzgajani, naše generacije. V šolah vedno ono pusti, tisti pa gre, tako kot ste rekli, gulit pa da ti je še ne vem, kako naj se izrazim, ampak potrjevalo to tvojo šibkost oziroma, da nisem dovolj dober, tu je bilo treba dati vedeti z vseh strani. Cela misel, ta sistem je bil tak, no? Zdaj pa druga stvar, je pa ta, da pa si starši lastijo te dosežke otrok. Se pravi, mi smo dosegli odličen uspeh. Mi moramo še povaditi matematiko, do naslednjega tedna moramo še domače branje prebrati, mi moramo premagati, unega nasprotnika v košarki in tako naprej. Tukaj otrok v bistvu nima tega občutka, da je on lastnik svojih dosežkov, ampak je ves čas v tem strašnem odnosu tega strahotnega pričakovanja, kaj če ne bo ustregel pričakovanjem staršev. In ne vem, mimogrede, zdaj smo vsi pač navijali za našo košarkarsko reprezentanco, vsi smo že videli zlate medalje. In jaz mislim, da bi jo dejansko lahko imeli, pa mislim, da se je ta moment zgodil. Da na odločilnih teh, bom rekel, metih, ne vem, je Dončiću sedelo 2 milijona Slovencev na roki in kako češ pač na koš pol, s temi pričakovanji. In pač si mislim, da je bil pač v tem momentu nekako, pač rečemo domoljuben, ampak ni bil sproščen v tem, da bi lahko po svoje naredil. In da lahko narediš napako, ki jo lahko tudi popraviš brez nekih teh usodnih posledic. Ja, bravo. Tega sporočila otroci preredko dobivajo. In tukaj se neha pol tudi ta ustvarjalnost, tukaj se neha motivacija, tukaj se neha to, da si prizadevajo, da lahko popravljajo napake, da vidijo smisel v tem, kar počnejo. Pač vse, kar je spet pomembno za to, da so uspešni v šoli, ampak da bodo enkrat v življenju uspešni. Jaz se zelo rada se pohecam, čeprav to v resnici je zelo resen heca, da ko otrok naredi napako, bi mogli to doma proslaviti. Zaradi tega, ker to pomeni, da se bo nekaj novega naučil. Če mu bomo seveda to dopustili. Če bomo rekli, namesto da popravimo napako namesto njega, če bomo njemu rekli, poglej, napako si naredil, kako jo boš pa zdaj popravil. To je edino vprašanje, ki ga otrok takrat potrebuje. Ki sporoča, zmoreš, vem, da boš zmogel, razmišljaj, kako boš popravil, uporabljaj možgane, bod ustvarjalen, najti inovativnost in še verjamem vate. Ker če verjamem vate, te ne bom čisto drugega vprašala, kakor to, a imaš idejo, kako boš ti zdaj pač tole rešil. Mi pa imava en letni tečaj odziv do otrokove napake, kjer sva v bistvu prek naše izkušnje, ki jo je naredila ena najina hči, ki je bila zelo kruta v bistvu, tako nas je tudi finančno precej čustveno obremenila. In takrat je bilo nama zelo težko reči, najlažje bi rekla, saj ti bova midva pomagala, bova midva zdaj to rešila, ampak nisva tega naredila. In je bilo zanimivo, kako je celoten sistem, kako so tudi bratje in sestre se odzvali na to. In pač res je pomembno, da otrok preko tega dobi izkušnjo, ki ga za življenje nekaj nauči. In to je več od vsake šole. In starši pa večinoma uspeh šolski enačijo življenjskim, Ja. Pač vsi to delamo, meni je tudi bilo lažje in fajn pri tistih otrocih. Ja.
Pa so pač delali sami od sebe, pa sva tudi imela pač otroka, ki ni rad hodil v šolo. Pa, A sta imela? Sva, tako da vem, pač jaz sem velikokrat rekla, on me bo spravil na kolena, zato ker sem imela na začetku občutek, da bo vse te moje kriterije o znanju in ocenah in uspehu pač spravil do tja, da bom noro vesela, če bo recimo zdelal, a ne. In to se je dogajalo, dokler nisem dojela, da ni šlo s tem, a on zdela, a ne zdela, a ima petke, a ima dvojke, a ne. Bravo. In tudi vem, kako je staršem, ki imajo pač otroke, ki jim gre težje ali pa ki jim sistem ne odgovarja, koliko je to težko. Pač, ne samo, da vem razumsko, vem tudi čustveno, kako se je zvečer uleči v poslo. Jaz sem si včasih samo rekla, samo da v konc te šole, res. Da zraste in da je konc šole, samo to sem si želela. Ja. Vi pa 4, ne? Zelo zanimivo, ne? Tako se nekaj v uvodu, vidva sta verjetno vse nekako potestirala, ali kako ne rečem, ali sta celo iz prakse pa lahko teorije razvijala. Pa nič nisva testirala, zaradi tega, ker sva bila budalsta, tako kot čisto vsi starši z različnimi vzorci, ki so bili v glavnem nefunkcionalni iz preteklosti. Jaz mogoče malo več iz tega naravnega feelinga, kako razviti empatijo, pa se odzivati otrokom. Pa jaz sem malo tako drugačna mama, no, jaz sem jih v bistvu bolj s tem šokirala, ker sem pravijo, da sem ubrisana, ne. Ker sem naredila stvari, ki jih marsikatera druga mama nikoli ne bi naredila, recimo, a ne. Pač naredila sem jih drugače, a ne, brez kaznovanja, brez kakšne drame, ampak tako sem si rekla, da tole si už zapomnil za cel life, ne. In drugače sva pa v bistvu velikokrat zamučila, pa sva pa začela sedela za mizo in najprej sva si obljubila, da nobenemu tega ne bova povedala, ker je grozno, a ne. Ker kakšna starša sva, kako ne pohendlava otrok, kako bi nam jih mogli kar vzeti na sociali pa odnesti, ker si otroci ne zaslužijo takih staršev, nemočna, obupana. Potem sva se pa začela pogovarjati, kaj bi lahko naredila drugače, kako bi lahko naredila drugače in potem sva začela pisati in je nastala knjiga Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Legendarna. Ja, in tam so vse te zgodbe, ki sva rekla, da jih ne bova nobenemu povedala. Krasno. No, gospa Leonida, pravite ubrisana mama. Saj ravno te starše manjka, vsi bi radi neke napotke, saj to je super, saj rabimo usmeritve, so neka zlata pravila, so neke zakonitosti, ki se jih je modro držati, ampak vseeno prostor za tisto spontanost pa individualnost je pa vendarle treba imeti pa to zaupanje. Vi ste rekli, gospod Albert, da kot moški ste bolj delovali iz občutka, ne, nekega, intuicije. Je potrebno, to moramo si starši tudi zaupati, da smo kot ljudje sposobni, no, kako ne rečem, se niti izraziti, prav ne znam. Ja, ampak recimo tukaj jaz nisem imel tega vzorca. Jaz sem recimo pri vzgoji imel zelo tak rigiden obrazec, kaj je prav in kaj narobe, kako, ne. Jaz pričakujem, da se bo otrok obnašal in kako se pač ni obnašal in pol pač edina ideja je bila, kako ga zdaj prisiliti k temu, da bo po moje. A ne, sem izgubljal stik v puberteti, prej je bilo drugače. Ampak to je širša zgodba. Zdaj tukaj si bila ti veliko bolj zaupala v to, da se je naslonila na občutek, da ve, kaj je prav, oziroma ne da ve, da čuti. Ona je zmeraj začutila, kaj je prav in potem je bila, bom rekel, zelo ustvarjalna in sproščena in lahko s humorjem naredila stvari, ker se je ves čas vedelo, pri Leji so otroci ves čas vedeli, pri čem so. Skratka, to, da otroci vejo, pri čem so, to je spet nekaj, kar starši dosežemo s svojim vedenjem. To je nekaj zelo pomembnega pri občutku varnosti. Mi se s tistim, ki vemo, pri čem smo,
Ne, tukaj zdaj ni važno, kakšen je stil, Mhm. ampak mi se počutimo varno. A ne, tudi v šoli, recimo, ne, so bili neki, bom rekel, ne prav prijazni učitelji, ne prav, so bili strogi, recimo, ampak si vedel, pri čem si in tam si se, ne, tiste smo veliko bolj cenili, kot pa tiste, ki so bili enkrat tako, enkrat drugače in je bil kaos, recimo. Ne. Tako da, ja. Ja. Zdaj bi pa še sam, tudi to me zanima, gospa Leonida, mislim, da sem pri vas zasledila in zdaj preko smo bili, koliko časa oziroma kako preživeti čas z otroki, pa nimamo časa, pa imamo. Vi pravite, da otroku nikoli ne rečemo, nimam časa. Ja, jaz mislim, da otroku prevečkrat rečemo, da naj počaka. No to, tako počakaj, nimam zdaj, ja. Ja, zaradi tega, ker imamo pomembne opravke. Ne? Jaz sem na najinem YouTube kanalu Albert in Leonida Mrgoleje en posnetek, trenutek šteje. Ja. Ali pa trenutki, ki štejejo. In v tem posnetku razložim to, kaj pomeni imeti čas za otroka. In to pomeni nek trenutni odziv. To pomeni, ko otrok pride do nas, a ne? In z nečim, in mu mi rečemo počakaj. Zdaj, majhen otrok nima občutka, kaj to pomeni počakati. On nima občutka za čas, a ne? In majhen otrok, to vemo, pa hod skozi. Mami, počakaj. Sem ti rekla počakaj. A sem ti rekla, zdaj me pa še pol ure ne bo, počakaj, ne? Pač stopnjuje se ta naša nestrpnost in otrok pa v resnici sploh ne vemo, kaj bi otrok rad. Ne vemo, a je žejen, a nam je risbico prinesel pokazati, a je karkoli. Trenutek, ki šteje v tem primeru, zdaj bom povedala kot primer, je, da se obrnemo k otroku in ga pogledamo v oči, in če je majhen, da počepnemo, da imamo očesni stik in rečemo, kaj rabiš. In on bo rekel, risbico sem ti prinesel, in to pomeni, da mi tisto risbico pogledamo in smo rešeni. In rečemo, a tole si narisal. Če reče, žejen sem, mu lahko rečemo, vzem si zapis. Če pa reče, a greš z mano ven na sprehod, takrat mu pa lahko rečemo, lej, bom šla s tabo na sprehod, ampak zdajle ne morem. Lej, ko bo kazalec tam, bova šla, recimo. Ali pa, ko bomo pojedli kosilo, bova šla. Ali pa, skratka, neko časovno, da otrok dobi občutek, da se bo to zgodilo. Ker zelo velikrat, otrok, pri najstniku je pa tako, najstnik bo pa prišel, pa v tebi rekel, počak, pa ga ne bo več nazaj. Zato, ker pač si misli, itak mat nikoli nima cajta. Mi pa tlet prijateljco, ki je ful pomembna, v rok kuhovenco, tam še radio špila, mogoče še kakšni mlajši otroci letajo okoli, cela norišnica je nobenega fokusa, pride najstnik, reče mami in jaz rečem, daj počakaj. In on bo šel ven iz tega, zato ker noče biti tukaj, ker ni prijetno vzdušje. Tukaj mogoče, gledajte, spet ni v tem, a takoj, ali kako, ampak v načinu odzivnosti. Ja, no, to je. Jaz bi dal kar primerjavo, če greš nekam v restauracijo, te najprej pridejo vprašati, kaj bi želel. Ne pridejo kot, kaj nas pa tukaj nadlegujete, pa kaj bi radi, nas prijazno vprašajo, kaj bi želeli. Pa mi nekaj naročimo in spet ne rečejo, ja, to pa nimamo kuhano, ampak pa še rečejo, okej, ne bomo prinesli, tole bo treba malo dalj časa počakati. In so odzivni, skratka, ne tretirajo nas kot neke nadloge, ki od njih nekaj hočemo, ki jim, ne vem, oziroma, če dobimo malo tega občutka, da nekdo ni v službi s tem srcem, da se ne bo več tja. Drugače se meni zdi zelo zdravo in modro, da otroke naučimo počakati. Ne zdi se mi pa zdravo in modro, če se odzivamo otrokom na tak način, da jim rečejo, naj počakajo, preden oni sploh povejo, kaj bi radi. Prav, ko on reče, mami, jaz rečem, počakaj. Razumete, to je odziv, ki ni okej.
Bistvena Drugače pa razlika. čakanje je pa veščina, ki otroku lahko zelo veliko dobrega prinese. A ne? To se pravi, kako odložiti ugodje. A ne? To pomeni počakati. Takojšno ugodje. To pomeni počakati. Ne? Za življenje, ne? To sem pojasnila zato, ker ne bi rada, da me starši narobe razumejo. A ne? Jaz absolutno nisem ena od tistih mam, da imam obiske, mi pa otrok lahko uniči celoten obisk, zato ker je on prvi, ki si zasluži pozornost. A ne? To pač jaz ne vidim tako. Ja, in spet druga skrajnost, ker so nama, ne, da pa ne smeš nič reči, ker ko odrasli govorijo, morajo otroci. Otroci naj molčijo. To je pa druga skrajnost. Ne. Ja. Ne, spet je pač iskanje nekega ravnotežja med, a veste, funkcije tukaj spodaj so, recimo, upoštevati druge, se pravi, ne morem samo jaz govoriti, ne morem takoj priti na vrsto, moram znati počakati, ampak moram pa tudi dobiti odziv, v katerem je sporočilo, da sem pomemben, da so me opazili, da jaz imam neko svojo vrednost. In tukaj, to je pa ne vem, kaj je to zdaj, umetnost, a je to modrost, a je to neka srčnost, kjer moramo pač to balansirati. Ali pa recimo otrok gleda risanko in pol je večerja in najprej mu rečemo, lahko gledaš risanko pred večerjo. In pol je večerja in mi pridemo in ugasnemo televizijo na sred risanke. In jaz velikrat rečem staršem, pa kako bi te bilo, da ti ugasne televizijo en sred serije, pa reče, ne, zdaj pa jaz. Meni se to pač iz vidika, čustvenega vidika, z vidika empatije ne zdi prav. Jaz pač si mislim, vse otrok je človek in lahko mu rečem, koliko je še do konca risanke, lahko pogledam in pač rečem, 10 minut je do konca, jaz sem pa že večerjo naredila, mrzla bo. A lahko greš pojesti, pa boš pol naprej gledal, recimo, mislim, lahko se zmenimo z njim, ali pa, ni važno, bomo počakali, bo čez 10 minut večerja. Ampak če smo mu prej rekli, lahko gledaš risanko, ne moramo tega narediti. Tako je v mojem svetu, tako jaz vidim stvari. In na tak način pač sem jaz ohranjala z otroki stik, zato ker so nekako imeli ta občutek, da nisem njihov sovražnik, da si iskreno želim, da jim je fajn, da jim je lepo. In da tudi oni so ustvarjajo to, kako se imajo. No, to. Da imajo tudi oni na izbiro. Tukaj je podlaga, podlaga je marnje zate. Zdaj nek togi pogled bi pa rekel, ne drži se pravil, zdaj pač ona krši svoja pravila, in tukaj se pa zgublja ta občutek, da je staršem mar za otroka. Oziroma otroci ne doživljajo staršev, da jim je mar. To sta dala videla, da je to ključno, lepo sta povedala. Gospa Ravnir, da vi ste rekli, da mi kar pozabimo, da je otrok človek, jih ne jemljemo enakovrednih. Tako zelo zviška mi to, mislim, tako kot avtoriteta, z vidika avtoritete jih naslavljamo in pozabljamo, kar vse bi mogli pretrpeti, kar vse bi mogli prenesti, vse bi mogli razumeti. Po eni strani pozabljamo, da je otrok človek in da je enakovreden, po drugi strani pa tudi pozabljamo, da je otrok človek, ki rabi nekoga, ki mu bo pokazal, kaj je za njega dobro in kaj je za njega slabo. Recimo, jaz tudi nisem pristaš tega, da v polnoči otrok sam ugotovi, ali je že utrujen ali ni. Jaz sem pristaš tega, da otrok mora iti v 8 spat. In da sem jaz starš, ki to vem in da bom pač za to poskrbela. Da bo moj otrok pač šel pravočasno spat in da bo pač spal, to, kar rabi spati. Danes srečujemo vse mogoče stvari, pri vzgoji in to so pač neki različni pristopi, različne metode. Jaz tukaj pač nisem zato, da bi jih sodila ali pa kritizirala ali pa karkoli, ampak vem pa, da je otrok v bistvu nebogljeno bitje, ki rabi, da ga spremljamo skozi življenje in da je najstnik odraslo bitje, ki se rabi učiti na svojih izkušnjah, ampak nas potrebuje za trenutke, ki se rabi na nekoga nasloniti. To se pravi, moramo starši odkriti ta način, to modrost, kako spuščati otroka v te njegove izkušnje. Tako, ko ga prvič spustimo, da
se s kolesom zapelje, recimo. A ne? Ja. In pač verjamemo, da bo se pelil in vemo tudi, da bo padel. A ne? Ampak smo pripravljeni na to, kaj bomo naredili, ko bo padel. In tako je pač skozi v življenju zelo podobne zgodbe, ki so s tem kolesom ali pa s prvimi koraki. A ne? Nič rekla bom hvala, za res, meni je bil zelo lep pogovor, lepa sporočila, zelo uporabna, taka, verjamem, da bojo marsikoga če prebudila, dregnila ali pa potrdila. Gospa Leonida in gospod Albert Mrgole, hvala, ker ste bila res, se pravim, navdihujoča sogovornika. Čisto za konec bi vaju pa še samo vprašala, slogani naših podkastov so vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Kaj navdihuje vaju? A boš ti prvi? A imajo dame prednost? Ne vem, ja, ne bom ti gentleman na ta način, da te punkam. Mene v bistvu navdihuje odziv. Skratka, ko vidim odziv tudi na svoje delo, a ne s tem v bistvu dobim neko vrednost ali pa to, kar delam skozi odziv, v bistvu dobi vrednost. Tako da sem ves čas v tem, da se tudi jaz seveda odzivam na pač tisto, kar ljudje delajo meni vredno in da s tem nekako, bom rekel, širim ta krog tega vzajemnega spodbujanja k nečemu dobremu. Lepo. To lepo. Mene pa, jaz pa tako, ker sem videla to vprašanje, sem se tako vprašala, slišala to vprašanje, sem se tako rekla, joj, kako naj odgovorim na to vprašanje in ena stvar, ki me navdihuje, so sigurno taki pogovori. Mene najbolj v življenju navdihujejo predavanja in to je nekaj, kar sem s korono tudi močno izgubila, to se pravi odri in mikrofon in ljudje, s katerimi sem bila v stiku, pač tedensko, dnevno in to res zelo, 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 zelo pogrešam. To moram reči, tako, da se je izgubil en del mene. Zato verjetno tudi pač snemam videoposnetke in to me tudi navdihuje, kadar imam dobro idejo, kadar sem razpoložena. Drugače pa mene zelo navdihuje narava. Z Albertom sva tudi zeliščarja, tako da nabirava čaje in take stvari. In psa imava dva, tako da to je pa nekaj, kar imam jaz čist zase in za svojo dušo in kar pač naredim tisti trenutek, ko imam vsega dovolj, pač vzamem psa in grem ven in se z njima igram ali pa tako. To je nekaj, in seveda večeri, ki jih imava midva, skupni večeri, ki jih imava z Albertom še vedno, so tudi moj zelo velik navdih za ustvarjalnost. Kar veliko stvari, a ne? Pravzaprav. Ampak še zmeraj pogrešam modre. Se bojo, jaz mislim, da se bojo, držimo pesti, da se čim prej vrnejo. No? Ja. Potem se bodo tudi družili z nami na večeru v živo, to lahko že kar povemo, takoj, ko bo to možno, ne? Ja. Na naših dogodkih. Hvala lepa še enkrat. Želim vam lep preostanek poletja, pa tak naj bo, čeprav gospod Albert reče, da ne more biti ta preskok, ta vstop v novo šolsko obdobje ali kakorkoli mehek, jaz si želim, da bi vendarle bilo prijetno, pa čim manj stresno, ne? Tudi jaz. Ja, naredimo se naj bo prijetno, vse to pa je v naši moči. Evo, tako. Hvala. Tako, koliko je v naši moči. Hvala lepa. Srečno. Adijo. Srečno. Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.